Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli dnevi so minevali v znamenju rokometa. Zakaj natančno veste in ne bomo se ponavljali, vsekakor pa je dejstvo, da je Marko Bezjak, naš reprezentant, zmagovalni, najbolj slavna oseba v minulih dneh, gotovo človek, ki prihaja iz ormoške rokometne šole. Na to smo seveda zelo ponosni in zdi se nam prav, da še nekako nadaljujemo to današnjo temo. Med nami oziroma z nami pa je poznavalec, strokovnjak, trener, koordinator mlajših selekcij, sicer naš sodelavec Uroš Krstič. Uroš, zdravo. Lepo zdravo. Za začetek te bom kar vprašala, kako ti je biti pred kamero? Kar neugodno, no. Mi je bolj všeč biti recimo v dvorani na treningu ali pa na sami tekmi. Je kar neugodno, no. Dobro, ampak pač, dejstvo je, da se ukvarjaš z rokometom najbrž že od malega. Povej nam, kdaj pa si ti začel recimo? Kdaj te je navdušil rokomet, da se mu tako razdajaš? Ja, praktično v osnovni šoli smo pričeli z rokometom, obenem sem igral tudi zraven nogomet. Takrat še ni bilo nogometa v Ormožu, pa smo se praktično z mopedi vozili v središče ob Dravi, ampak potem pa smo preko prijateljev, sošolcev smo ostali v rokometu. Učitelja Boris Polak, Frenki in pa Vlado Hebar sta bila praktično tista, ki sta nas navdušila za igranje rokometa, in potem sem seveda ostal v rokometu, ampak nikoli pa si nisem mislil, da bom postal recimo trener kakšnega kluba oziroma mlajših selekcij. Tega pa nisem imel nikoli v načrtu, no. O tem bova seveda še govorila v nadaljevanju, najprej pa bi te prosili za en komentar, kako to vso evforijo minulih dni sploh lahko pokomentiraš. Videli smo, da se je dogajalo, množice so se zbirale, vsi so slavili našega rokometaša Marka Bezjaka. Ja, gledajte, to je izjemen uspeh, ta medalja za samo državo, kot tudi za recimo sam šport, kot je rokomet. Pred prvenstvom nismo pričakovali, da bi lahko posegli tako visoko. Sicer vedno upaš, sanjaš, da boš osvojil to medaljo, ampak sam vem, recimo, ko sem z mlajšimi reprezentancami hodil po teh prvenstvih, da ni to tako enostavna zgodba priti do te medalje. Precej lažje se sliši, vidi, predvsem pred televizijo, kot pa sama pot do te medalje. To je ogromno odrekanj, to je praktično delo vezano kakšnih 10-12 let. Pravim, da je ta medalja rezultat dobrega dela z mlajšimi selekcijami izpred 10 tam do 12 let, kajti ti fantje so osvajali medalje že v mlajših kategorijah na evropskih in svetovnih prvenstvih. Danes pa so to igralci, ki so v članski konkurenci prišli, lahko rečemo, kar na vrh svetovnega rokometa. Evforija pa, hvala Bogu, da je tako, videli ste, tako v Sloveniji kot v Ormožu, da smo praktično vsi navijali za naše rokometaše. Tako je tudi, ko so blizu uspeha recimo nogometaši, košarkaši ali pa kateri naši drugi športniki. In upam, da bo ta evforija trajala čim dlje časa in da bomo tudi vsi klubi to evforijo čim bolje izkoristili, da na ta način privabimo čim več otrok v športne dvorane k rokometu in seveda, da lahko nadaljujemo tradicijo igranja rokometa v Ormožu. Kako se je sploh začela Markova pot? Je bil on tudi tvoj varovanec, no, če tako lahko rečem, v času, ko je treniral v Ormožu? Ne, on ni bil nikoli moj varovanec, nikoli ga nisem imel priložnosti trenirati. Njegov prvi trener je bil Vlado Hebar, potem je nadaljeval pri Sašu Prapotniku, to sta bila njegova glavna trenerja, poleg je tukaj bil še Mladen Gravovas, mogoče še kdo, ne da bi koga namenoma izpustil. Jaz pa sem ga enostavno, je bila zanimiva, jaz sem svojo športno novinarsko pot pričel prav z generacijo Marka Bezjaka. To je bila generacija tam leta 1999-2002, ki se je ustvarjala, ki je v mlajših selekcijah dobila ime Nedotakljivi, kajti to je generacija, ki ima še dan danes rekord preko 80 ali celo 90 tekem neporaženosti pri mlajših selekcijah. To je fenomenalni dosežek, tudi osvajali so naslove državnih prvakov pri mlajši dečki, starejši dečki, državni prvaki osnovnih šol so bili, srednjih šol, in jaz sem
enostavno spremljal Marka in pa njegovo generacijo kot športni novinar. Marka pa enostavno tudi poznam, soseda sva tam iz Dolge Lese, sicer on je 9 let mlajši, ampak spomnim ga, kako je z njegovim očetom, Sinekom, prebil ogromno časa tam, še takrat zelo obiskana ne mestna graba, ampak športno igrišče v Dolgi Lesi, ki pa je danes ena velika žalost in škoda, mogoče bi bilo si jo ogledati in da se ne bi tudi kakšnemu drugemu igrišču kaj podobnega zgodilo, kot se je na tem igrišču, kjer je tudi zrasel eden izmed junakov zadnjega svetovnega prvenstva, torej Marko Bezjak. Kot praviš, začel si kot športni novinar, kdaj pa si potem začel kot trener mlajših selekcij? Bilo je to leta 2006, velikonočni turnir, velikonočni ponedeljek in po nekaj, nič ne skrival, špricarjih je stekla beseda po zaključenem turnirju z Vladom Hebarjem, ki je želel, da bi enostavno prevzel kakšno vlogo, ampak ne kot trener, ampak kot tehnični vodja. Kajti jaz sem pa že prej bil tehnični vodja v slovenskih reprezentancah, leta 2005 leta 2004 sem bil z reprezentanco, prav generacijo Marka Bezjaka, letnikov 1986 na Evropskem prvenstvu v Beogradu, potem leta 2005 sem bil z njimi na svetovnem prvenstvu na Madžarskem, 2006 na Evropskem prvenstvu v Innsbrucku kot tehnični vodja in potem sem tudi to želel biti v Ormožu oziroma na željo Vlada Hebarja, ampak potem kot tehnični vodja sem bil tudi na klopi, spremljal malo delo naših trenerjev, nisem bil najbolj pač zadovoljen z delom na samih treningih, na samih tekmah, imel pa sem ogromno materijala, videomaterijala, ki sem ga sam posnemal na teh evropskih prvenstvih, svetovnih prvenstvih, tako treninge različnih reprezentanc in potem sem rekel, pa zakaj ne bi se tudi jaz probal, ne? In imel sem ogromno srečo, da sem naletel na eno generacijo letnika 1998, praktično celotno to generacijo potegnil z nogometa. To je danes generacija kadetskih reprezentantov, Gašper Horvat, Tilen Kosi, Miha Kavčič, Dominik Ozmec, ogromno je teh fantov, ki še danes odlično igra tako za reprezentance mlajših selekcij kot za rokometni klub Jeruzalem Ormož in mini rokometu so se začeli odlični rezultati, potem smo bili prvaki pri mlajših dečkih, starejših dečkih, skratka, ni bilo leta, ko ne bi bili na enem, dveh, celo treh Final Fourih, to pa je za en mali Ormož res izjemen uspeh, ampak danes mi ni žal nobenega kilometra, ko smo bili res na vseh turnirjih po Evropi, kajti danes so fantje, slovenski reprezentantje na dobri poti, da postanejo tudi članski reprezentantje in samo upam, da jih bomo s takim veseljem spremljali, kot smo recimo Marka Bezjaka. Tako da se jaz za prihodnost naših ormoških igralcev v slovenski reprezentanci ne bojim, imamo ogromno materijala, seveda ne bo zdaj to 5-6 igralcev, ampak zagotovo pa kakšen eden ali mogoče celo dva pa bosta v prihodnosti znova posegala po takšni rezultati kot recimo Marko Bezjak. To pa si upam trditi. Kdaj ti oziroma na kakšen način ugotoviš, kdo je pravi talent za rokomet v neki ekipi, ko gledaš že torej te majhne, male rokometaše, mini rokometaše? V čem se to vidi, ja? Tu mi trenerski kolegi pravijo, da imam dober nos, da hitro opazim, da hitro spoznam fanta, ne samo glede fizičnih sposobnosti, ampak tudi glede njihovega razmišljanja v glavah in da hitro določim, aha, z tega bo nekaj, z tega ne bo, na tega treba mogoče malo več vlagati, v tega se mogoče ne splača vlagati, ampak sam pa ne vem, recimo, kakšen je to občutek oziroma kako bi to opisal, da to znam dobro opažati, ampak zaenkrat sem zelo malo teh največjih naših ormoških talentov izpustil jih iz svojih rok. Spomnim se recimo enega treninga na eni izmed osnovnih šol, prvič sem videl fanta, sem rekel, ta fant pa bo zagotovo izjemen material, seveda, če bo treniral rokomet, če ga bomo sploh dobili v klub in če bo marljivo treniral, če ne bo poškodb, enostavno se mora vse poklopiti in res danes so nekateri izmed teh, ki smo jih takoj že pri malih opazili, res sama špica ne samo slovenskega, ampak tudi evropskega oziroma svetovnega rokometa.
No, za tabo je seveda tudi kar nekaj izobraževanj. Seveda trener mora marsikaj vedeti tudi z teorije, ne? Kaj vse si moral torej iti skozi, katera ta izobraževanja? Ja, pri rokometu imate praktično 4 stopnje, prvo, drugo, tretjo in pa potem tako imenovani master coach. To je že trener, ki lahko vodi recimo reprezentanco, ligo prvakov, skratka, jaz pa sem zaenkrat pri 3. stopnji, imam pa željo narediti, to je pač želja v mojih naslednjih, rečemo, 10 letih, da postanem torej master coach. Enostavno naziv, ki se splača imeti, imam cilje, da grem enkrat iz Ormoža, enostavno je moja življenjska pot taka, da me nič ne zadržuje zaenkrat v Ormožu preveč in mislim, da če bo le kakšna možnost, priložnost, da se bom enkrat moral podati pač v svet, ne. Koliko imamo teh malih rokometašev v občini Ormož? Koliko jih pravzaprav ti treniraš? Ja, to je zdaj težko vprašanje, točno številke zdaj ne vem, ampak recimo ekipa Jeruzalem Ormoža, bolj pravim zdaj za naš klub, da ne bom kakšnih napačnih podatkov dajal za druge klube. Imamo mladince, ki igrajo v prvi slovenski rokometni ligi, potem imamo recimo kadete, potem so tukaj še starejši dečki A in B, mlajši dečki A in B in potem je tukaj še mini rokomet. Če štejemo, da vsaka ekipa šteje recimo 12 do 15 rokometašev, potem pač pridemo nekje tu do številke 100, mogoče nekaj več. Takšna številka se to vrti. Je pa recimo zanimiva številka, ki smo jo izbrskali preko Rokometne zveze Slovenije, da imamo 76 klubov, ki se ukvarjajo z rokometom in pa 21 000 registriranih igralcev. En podatek pa sem slišal po televiziji, da bi naj Francija imela blizu 500 000 registriranih igralcev, potem pa se mi enostavno želimo primerjati s Francozi. Že po številu prebivalcev, po registriranih rokometaših je to pravi čudež, to, kaj mi delamo. Ampak problem pa je v tem, da pa se ne zavedamo, da so to pravi čudeži. Tako kot jih dela slovenska reprezentanca, kot Ormož, ki je zdaj že 15 let v prvi slovenski rokometni ligi. No, praviš 21 000 je torej registriranih rokometašev, to pomeni, to so tudi tisti od najmlajših do potem starejših. Vsi skupaj torej. Tako, vsi skupaj. To je od članov pa do recimo mlajših dečkov. Koliko pa mora otrok biti star? Torej, lahko so seveda tudi deklice, ne? Rokometašice. Koliko recimo je prav, katera je primerna starost, da se začne? Ja, recimo spomnim se, ko smo mi pričeli, je bil to 5., 6. razred osnovne šole oziroma tam 12, 13 let. Tukaj pa je zdaj zgodba malo drugačna. Praktično v osnovni šoli Ormož že imamo enkrat tedensko trening, kjer trenirajo 1., 2. in pa 3. razredi. To pomeni stari 6, 7 in pa 8 let. V klubu pa potem praktično pričnemo trenirati z fanti in pa dekleti starosti 9 let. Je pa pač tu problem v rokometu, težko delaš kaj z 6, 7, 8 letnikom, ker še niso enostavno tako koordinacijsko razviti, moraš imeti razvite roke, noge in tudi recimo nogometne ekipe so tiste, ki pa lahko pričnejo z 6, 7 leti že z igranjem nogometa in če enostavno jih zastrupijo na nogometu, že prej ostanemo rokometaši praktično brez kar precejšnjega števila materijala, ne. Ampak zaenkrat nam v rokometnem klubu Ormož se dobro delo kar obrestuje, ni nam nobena sramota povedati oziroma, da bi bili lažno skromni, od Lendave recimo pa vse do Celja, pa če tam potegnemo še Velenje, Slovenj Gradec, Maribor, se praktično v Ormožu najbolje dela. Rečemo, Celje je profesionalni klub, to je še vedno nad nami, tako trenerski kader kot tudi igralski kader, ki je precej številčnejši, potem pa se v Ormožu že lahko pohvalimo, da smo takoj za Celjani. Bi pa recimo rad videl enkrat nas, ormoške trenerje, v koži celjskih trenerjev, mislim, da bi imeli še boljše rezultate, kot imajo Celjani. To sem prepričan. Kaj to pomeni, da dobro delate? Ja, enostavno, če prideš, imamo pač neko svojo vizijo, vsi trenerji smo pred sezono dogovorjeni,
kaj bomo delali, praktično vse selekcije delajo po istem kopitu, po kopitu, katerega želimo potem imeti tudi v članski konkurenci. Tako da ne dela vsak trener za sebe, ampak točno se ve, mlajši dečki igrajo tako, starejši dečki igrajo tako, kadeti, mladinci, da jih čim lažje pripravimo na prehod potem v člansko konkurenco. In trener članske ekipe Saša Prapotnik vedno reče, da enostavno nima večjih problemov, ko pridejo ti fantje iz mlajših selekcij v člansko vrsto, da nima nobenih težav, ker enostavno fantje že vejo, kaj jih čaka pri članih in potem Saša Prapotnik to samo še nadgradi, rečemo s piko na i. Sicer pa vsaki trening, moram povedati, je organiziran, ne da prideš tja točno, ampak da ga imaš napisanega, da veš točno, kaj se bo delalo prvih 15 minut, kaj se bo delalo naslednjih 30 minut, tudi na tekmah enostavno si vedno zapišemo po tekmah, kakšne so bile to napake, slabosti, dobre stvari in potem slabe stvari odpravljamo na treningih, dobre stvari probamo še nadgraditi. Skratka, nič ni prepuščeno samemu sebi. Nekdo si misli, lahko je biti trener, priti 5 minut pred treningom tja, vršiti žogo, pa je to, ne. To, odkar sem jaz v rokometnem klubu Jeruzalem Ormož, sam pri sebi se še ni nikoli zgodilo. Mogoče, če smo kdaj zaključili sezono, da smo bili državni prvaki, pa smo imeli tako regeneracijski trening, so fantje dobili nogometno žogo, pa zaigrali kakšne pol ure nogometa, vse ostalo pa, vse fantje vejo, če bi jih vprašali, vedno rečem, tako ogrevanje je mimo, prvih 30 minut, zdaj pa gremo v Rudnik, potem pa je res kar precejšen drill, včasih res pozabljamo, da so še to vedno otroki. To je ena stvar, ki si jo želim kot sam, kot trener popraviti, da prevečkrat že v malih otrokih vidimo že člane, da so to že stari 20 let, potem pa prideš na člansko tekmo in vidiš, da en član dela iste napake kot recimo 11-letnik, 12-letnik. To so stvari, ki enostavno moraš razmišljati o njih in ni lahko, no. Je pa problem, da recimo, ko treniraš, jaz treniram več selekcij, pa prideš k kadetom, to so recimo danes stari 16 let, pa potem prideš na trening mlajši dečkov, ki so stari tam 10-11 let, ogromna razlika v leti in pa tudi v znanju, potem pa enostavno ne veš preklopiti, aha, zdaj si na kadetskem treningu, oni vejo toliko, zdaj si na treningu mlajši dečkov, oni pa vejo toliko. Tu moraš enostavno tisto ravnotežje najti in tu se včasih še kar iščemo. No, glede na to, da skupaj delava v istem prostoru, vidim, da se vedno na vsak trening skrbno pripravljaš, da si zapisuješ, ne? Verjetno do minute natančno, kaj se bo na enem treningu delalo. Zakaj pa je pomembna ta teorija, recimo, ta teoretični del, takšna priprava? Glejte, to je enostavno, ne izgubljaš časa na treningih. Mi imamo recimo zdaj treninge dolge 1:15 do 1:30, vsaka minuta se nam zdi pomembna. Sicer zdaj opažam, da je trening dolg 1:15 čist dovolj. Da tisti začetni del ogrevalni narediš, potem pa imajo fantje praktično dobrih 45 minut kot v šoli zbranosti, da lahko z njimi maksimalno kaj potegneš. Da se pa pripravim na trening, pa je enostavno lažje meni, ko že dam skozi, kaj bom danes na treningu delal, ne, da ne izgubljam tam časa, da tudi lažje predstavim, kakšne vaje bomo delali igralcem, zakaj bomo to delali. Včasih enostavno, ne včasih, vedno moraš fantom opisati, to vajo delamo za to in to. To vajo delamo za to, da popravimo tehniko. Vse mora imeti neki smisel in to tudi fantje opazijo, ne. Res, da smo zelo strogi do njih, da delamo marljivo na treningi, tu ni nobenega popuščanja, ampak otroci enostavno opazijo, če se dela tako, kot je treba, bodo tudi hodili na treninge. Če jim bo tečno, brezvezno, fant bo enostavno pustil, ali je to rokomet, nogomet, košarka, katerikoli drugi šport. Moraš jim narediti vsaki trening zanimiv, seveda pa obenem tiste še mlajše dečke, recimo, pa moraš enostavno animirati z igro. Čim več igrati. Igrati, da jih zastrupiš, pripelješ v klub, potem pa enostavno začneš delati in pa tako, kot mi rečemo, drilati. Je pa stvar, kar sem zelo vesel, odlično se mi dopolnjujeta
moja služba, torej na kabelski televiziji, kot pa rokomet. Imaš vse posnetke, sam si montiram tekme, tako članske, reprezentančne, druge tekme in potem praktično ti tekmo si pogledaš v živo v soboto, recimo Ormoža, v ponedeljek jo montiraš, pri montaži vidiš vse napake naše ekipe, nasprotnika, dobre stvari nasprotnika in pa naše ekipe, potem si to arhiviraš, kakšno dobro akcijo, če najdeš jo, seveda iz arhiva potem vzameš in jo poskušaš prenesti na tvoje mlajše ekipe. Tako da tu se mi pa zdi, da imam veliko srečo, da delam na kabelski televiziji in potem še z rokometom. Koliko treningov opraviš približno v eni sezoni? Enkrat sem si delal 1 leto evidenco, pa sem prispel do, verjeli ali ne, številke 500. To je praktično en trening pa pol na dan. Tudi recimo, če dam teden skozi, imam v ponedeljek 2 treninga, potem v torek imam en trening, v sredo treniram že zjutraj ob 7 v Ivankovci, pa potem še 2 treninga popoldne, v četrtek imamo en trening, v petek pa je praktično najbolj napet, to pa trening že ob 7 zjutraj, pa potem ob pol 2, pa potem še en trening ob sobotah in nedeljah pa so tekme, tako da je kar naporno. Kar naporno, ampak letos sem nekoliko zmanjšal količino, enostavno si tam po novem letu pregorel, ni to enostavno, potem nisi bil tudi z glavo na enem in pa drugem treningu, tako da zdaj, ko sem zmanjšal malo količino, tudi lažje in pa vseeno mislim, da boljše delam. Koliko vas pravzaprav je trenerjev v klubu? Ja, to je naš največji problem našega ormoškega kluba. Imamo zelo majhno število bazo trenerjev. Glavni trener je Saša Prapotnik, potem trener mladincev sta 2, Mladen Grabovac in pa Iztok Luskovič. Potem pri kadetih in pa starejših dečkih smo Mladen Grabovac in pa jaz, pa pri mlajših dečkih smo Davorin Kovačec in pa jaz. To je praktično to, kar je od trenerja. Enostavno tu imamo velike probleme, je pa res, včasih nam nekdo očita, ja, pa bi rad treniral, pa nas niti ne spustite zraven, ne da ne bi koga spustili zraven. Enostavno imamo visoke zahteve, visoke kriterije in praktično ne more tudi vsak biti trener, ne. Tako da, kdor pa ima željo, pa zagotovo je dobrodošel, ampak vsi mislijo, aha, jaz bom pa zdaj prvo leto probal in bom že glavni trener kadetske ekipe. Ne gre tako. Jaz enostavno zdaj treniram že od leta 2006, pa recimo sem prilezel do kadetske ekipe. Ampak to moraš iti stopnico po stopnico. Učiš, največ se naučiš pri teh najmlajših. Najlažje, še vedno mislim, je delati z člani. Je res, da je tisto najzahtevnejše, kar se tiče rezultata, ker pri članih vsi gledajo samo na rezultat, ampak pri mlajših selekcijah pa zagotovo je najhuje delati z temi mini rokometaši, to so recimo zdaj letnik 2006, 2007, 2008, enostavno jih moraš najprej v dvorano dobiti, potem jih moraš animirati, pridobiti kasneje v klub, marsikaj drugega še jih učiti in je kar naporno. Te ubogajo? Mislim, pravijo, da sem zelo strog, no pa mislim, da sem kar strog, probaš biti čim bolj pravičen, včasih ti tudi to ne uspe, ampak otroci vejo, ne, če si strog pa pravičen, potem je to ok, ne. Je pa res, da včasih pride do kakšnih težav, problemov, to je normalno, da se kaj ni bilo dobro se strani trenerja, se strani otroka, se strani staršev, do tega zmeraj prihaja, ampak moram reči, da imam občutek, da vedno manj, tako da mislim, da dobro sodelujemo. Otroci pa me bogajo, to pa mislim, da tu ni. Mogoče sem res včasih malo prestrog, kot sem že omenil, da zahtevam preveč od generacije tam 16-letnikov. Pozabim včasih, da to so še vseeno otroci, ne. Kaj pa turnirji in vse tisto, vsa ta recimo gostovanja, tekme, kako vse to poteka? Se kar veliko udeležujete, ne?
Ja, ogromno turnirjev se udeležujemo, enostavno se teh moraš udeleževati, če češ, da generacija si nabere prepotrebne izkušnje. Tako probamo vsaki generaciji omogočiti letno vsaj 2, kakšna večja mednarodna turnirja. Recimo letniki 2002 za primerjavo, to so starejši dečki A, redni udeleženci vseh zaključnih turnirjev, torej med najboljšimi 4 v državi. Bodo v letošnji sezoni 2-krat šli v Bosno in Hercegovino, to sta 2 odlična turnirja, eden je že bil v Brčkem, eden še prihaja meseca aprila, to je turnir v Maglaju, Zavidović in pa Žepče, ampak tam prihajajo na račun tudi našega kluba Skopski Vardar, ki nekaj pomeni, potem je tu madžarski Veszprém, ki vemo, kaj pomeni v Evropi, prihaja recimo Zagreb, prihaja Celje in moram povedati, lepo je videti, da se znamo kosati oziroma da smo konkurenčni tudi tem ekipam. In moram reči, generacija letnikov 98 je bila recimo v Nemčiji, v Berlinu druga, fantastičen turnir, neverjetno močen. Na Slovaškem v Prešovu so osvojili zlato medaljo in na Madžarskem so osvajali turnirje. In potem vidiš, da če si klubsko konkurenčen v Evropi, si potem tudi na reprezentančnem nivoju konkurenčen in potem so ti igralci tudi konkurenčni, kot sem rekel, v reprezentančnem dresu na evropskih in pa svetovnih prvenstvih. Moram pa reči, da kapa dol, res se lahko kosamo z velesilami, kot so Madžarska, Nemčija, Francija in res odlično delamo. No. Mislim, da je celo trenerska stroka v Sloveniji podcenjena. Mi smo Slovenci takšni, jaz ne bom pomagal tebi, ti ne boš pomagal meni, pri Hrvatih, Srbih, ki so po mojem brez zamere trenerji, dosti slabše vidim jih na turnirjih od nas, ampak oni imajo veze. Eden bo dobil službo na Madžarskem, bo spravil še drugega tja, bo spravil še kakšnega igralca tja. Mi pa tu gledamo nažalost samo na svoj vrit in tu smo malo v zaostanku, nimamo tega. Mogoče smo zaradi tega tudi prikrajšani, da bi naši trenerji odhajali k najboljšim evropskim klubom. Verjetno ne bo odveč vprašanje tudi, kako pa v teh primerih, ko se torej s temi otroki odpravljate na te mednarodne turnirje, tudi v tujino, seveda, kot praviš, je treba iti, sodelujete s starši. Vas starši podpirajo, grejo zraven, verjetno je treba to tudi kaj finančno podprti, ne? Ja, seveda. En delež stroška pokrije klub, potem moram reči, da so starši tudi tisti, ki pomagajo pri zbiranju sponzorjev, da probamo recimo znižati vsoto denarja. Recimo en turnir na zadnje, če bi ocenili golo ceno, bi stal 125 evrov na otroka. Zdaj pa v Ormožu je težko dobiti 125 evrov, da bi en otrok dal in si privoščil 3-dnevni turnir v Brčkem. Ampak starši in pa otroci so z marljivostjo nabrali toliko sponzorjev, da smo na koncu prišli recimo do cene 50-60 evrov. Potem pa je že to tudi znosno za vse starše, da enostavno dajo priložnost svojemu fantu, svojemu otroku, da gre na enega izmed takšnih turnirjev. Klub ponavadi plača kotizacijo, bencin, je pa res še enkrat ogromno pa je na starših. Nekateri starši nam izjemno pomagajo, eden izmed takšnih je recimo Maja Žižek Cvetko, ima 2 sina in pa hčerko v rokometnem klubu, brez njene pomoči enostavno ne bi šlo, tudi drugi starši res ogromno pomagajo in moram jim reči hvala jim. Ampak zagotovo jim pa jim ne bo to žal. Zadnjič smo slišali lepo na sprejemu Marka Bezjaka, starša Mateja Gabra, Anke Bezjakove, ko sta rekla, recimo Danila Zidariča, ko je rekel, ni mi žal niti enega kilometra prevoženega svojim otrokom na tam turnir, tja, koliko časa morajo čakati v avtu, da se fant odigra tekmo, da odtrenira, da se stušira, to brez staršev enostavno ne gre in takšnim staršem res kapa dol. Tudi v Ormožu imamo ogromno takšnih staršev, ki spodbujajo svojega otroka na poti. Saj od teh mogoče 90% ne bo vrhunskih rokometašev, ampak mislim, da rokomet oziroma šport nasploh da ogromno tudi
da se fant oblikuje v pravo osebo, kot si jo starši recimo želijo potem tudi kasneje videti v življenju. Ekipa je ekipa, ne? Tam moraš biti del ekipe, moraš sodelovati z ekipo, tam ni mesta za posameznike. Koliko se recimo ti otroci, ki so torej športniki, ki se ukvarjajo s športom, razlikujejo od ostalih otrok, recimo v svoji starostni skupini? En primer, naš fant, recimo star 12 let, se je udeležil že 7-8 turnirjev, je brez staršev prebil brez težav, nekdo pa mogoče gre prvič pri 12 letih recimo v zimsko šolo in zagotovo ima težave. Ti fantje se že v tem navadijo, tam trebaš preživeti, z nekom se družiti, skupaj dihati, obnašanje, red, disciplina, tam so sami prepuščeni pač sami sebi oziroma trenerjem, tam se ve, spat se gre ob tej uri, zobi se umivajo ob tej uri, kosili ob tej uri in vidiš fante, kako jih ti že na treningu oziroma na turnirjih navajaš. Kosilo je ob 12. uri, pride ob 12. uri in pa 2. Prvič mu še toleriraš, opozoriš ga, naslednjič bo ostal pač brez kosila. Že na takšen način jih učimo reda pa discipline, ki potem zagotovo tudi pomaga tako v šoli, kot pa tudi v samem življenju. Prva stvar, kar pa je pa v našem klubu, imamo stike praktično z vsemi šolami, z vsemi starši glede ocen. Kdo nima ocen, kot se spodobi, tudi ne more enostavno trenirati. So takšni primeri, da včasih ne trenirajo po teden dni, 14 dni, da je to pač neka kazen. Je res včasih, da mi starši rečejo, ja, ne bom ga, dobil je 3, ne bomo ga pustili na treninge, ampak mislim, da gibanja enostavno mu ne smemo vzeti. Treba mu mogoče vzeti kakšen internet, telefon, televizijo, ker pa vedno pa pravim, da lahko ti obenem delaš tako dobro v šoli, kot pa na treningih. No, ker najbrž se kar pridobijo delovne navade, ne? S temi rednimi treningi in potem s to disciplino. Pravijo včasih starši, da otroci bolj bogajo nas trenerje, kot pa njih. Da smo mi za njih res tisti red, disciplina, delo. Dobijo se, seveda zagotovo se dobijo športno delovne navade, o tem sploh ne dvomim. No, kako pa so tvoji varovanci doživeli obisk Marka Bezjaka? Kako so se pripravljali nanj? Ja, zelo veseli so bili, ne. Mi smo imeli pač težavo pri Marku, nismo vedeli, ali ga bomo lahko dobili v šolo ali ne. Moja velika želja je bila, da ga dobimo v šolo prav zaradi otrok. Žal je bil tisti obisk res kratek, 30-minutni, ampak videli smo, kakšno je bilo to navdušenje. Še danes na treningu sem videl otroke, da imajo podpise Marka Bezjaka, ker je pač to alkoholni flomaster in so mi to z veseljem kazali. Potem so me vprašali, kdaj spet pride v Ormož in spremljajo ga, tako spremljajo tudi šport, mogoče se bodo nekateri zdaj odločili za rokomet in mislim, da je to res krasna stvar. Nekateri so se udeležili sprejema, nekateri pa ne zaradi šol, nekateri pa so tudi recimo v času sprejema v Cvetkovci imeli trening, namreč imamo tako pomembne tekme, da žal ne smemo izpustiti zdaj nobenega treninga. Odloča se v tistih najvišjih mestih v državi in potem nam je vsak trening pomemben, tako da nekateri se niso tudi udeležili tega obiska, ampak mislim, da še bo, da je priložnost kakšna medalja, pa bodo takrat to izkoristili. Ali pa bodo mogoče sami v tej koži. Je sedaj kakšen novi rokometaš v kakšni ekipi glede na Marka Bezjaka? Ja, je. Od vzornika, ja. Je kar nekaj novih rokometašev, zdaj ni to številka 10, 20, 30, če bi to bilo, bi bilo fantastično. Ampak mislim, da okrog 4-5 je že novih fantov, potem je tudi kar nekaj vprašanj že, sem dobil, če bi lahko fantje začeli trenirati, pa sem glih imel primer enega letnik 2010, sem rekel, to je staro komaj 7 let, žal ga v Ormožu ne moramo nikamor dati, v nobeno ekipo, ne, ni pa iz Ormoža, tako da je kar, jaz mislim, da še bo to komaj padlo na plodna tla, ampak v prvi vrsti za to moramo poskrbeti z dobrim delom, marljivim delom mi v klubu. Tu recimo Rokometna zveza Slovenije ne bo poskrbela za nas, tu so klubi tisti, ki morajo sami poskrbeti, da privabijo čim več ljudi, čim več otrok v klub. In potem bo tudi klub lažje preživel, ne.
Vemo, Ormož je majhen, vedno manjša populacija smo in težko je tudi dobiti otroke v dvorano. To je najtežja naloga. No, kako pa poteka sodelovanje z Rokometno zvezo Slovenije in klubom, recimo? Na kakšen način vas podpirajo, kakšen suport vam nudijo pravzaprav? Ja, dobro vprašanje. Tu se moraš sam znajti. Rokometna zveza Slovenije praktično vsake toliko časa pobere od kluba, vsakega kluba toliko in toliko denarja, da sploh lahko sodeluje v ligah, tako v prvi članski ligi kot pri mlajših selekcijah. Tukaj nimamo nobene pomoči. Imamo recimo sponzorja NLB, ampak klub Ormož od tega sponzorja lige ne dobi niti evra. Pred leti, zdavnaj, ko so še bili dobri časi za rokomet, je bilo tako, da je imela liga recimo sponzorja in je ta sponzor pokril vse sodniške stroške. Danes dobi ta denar Rokometna zveza Slovenije, mi, klubi, pa še moramo plačati, da sploh lahko sodelujemo. Na Madžarskem, če damo vložek Madžarov, države, v rokomet, pa primerjamo z Slovenijo, to je žalostno. To je ena velika žalost in tukaj bi se moglo marsikaj popraviti. Mogoče bi se res moglo določiti 5-6 paradnih športov, kateri so tudi najbolj cenjeni, najbolj uspešni in potem v tiste vlagati. Rokomet pa mislim, da je zagotovo številka 1 trenutno pri kolektivnih športih v Sloveniji. Največji promotor so športniki naši vsi države, ampak država pa zaenkrat še ne vrača tako, kot bi recimo si vsi skupaj želeli oziroma kakor bi moralo biti. In za konec še vprašanje, tvoje želje, cilji, vizija? Ja, zdaj težko. Pa so, normalno, da so želje, cilji, ampak včasih je boljše biti tiho, pa so nekšne ponudbe, pa bomo videli, kako se bomo enostavno odločili. Jaz včasih tako malo menim, zdaj sem 10 let, 11 let že v Ormožu, se malo spogleduješ tudi stopničko više. Pač želje me, da sem tudi enkrat članski trener, ampak trenutno v Ormožu ne vidim se naslednjih 6-7 let, da bi lahko bil recimo zamenjava za Saša Prapnika in potem enostavno moraš iskati druge možnosti in tudi te možnosti pač išče in če bo se kakšna dobra priložnost našla, bom enostavno moral tudi zapustiti pač ta brlog ormoških vinarjev. Sicer bo zdaj mogoče kakšna zamera, ampak od lokalpatriotizma pa Uroš Krstič žal ne bo preživel. Ja, kaj pa načrti za mladinske selekcije? Kam se odpravljate na naslednji turnir? Verjetno vas čaka še kar dela do konca sezone. Ja, to je praktično še 6 mesecev trdega dela, 6 mesecev, kjer mislim, da lahko fanti še zelo napredujejo. Letos imamo izjemne uspehe, moram reči. Mladinci so v prvi ligi na sredini lestvice, igramo praktično z drugo ekipo mladinsko, pa brez težav osvajamo točke. Če bi zaigrali s tisto udarno sedmerko oziroma z igralci, ki igrajo še za člane, bi letos postali brez večjih težav državni prvaki. To, kar nam je bil v preteklosti cilj, ampak letos smo dali poudarek pač na člane. Potem so tukaj kadeti v polfinalu, torej med najboljših 16 ekip, starejši dečki A so kandidati za zaključni turnir. To je moja ekipa, ki je na vseh zaključnih turnirjih bila in upam, da bo tudi letos. Potem imamo eno luknjo pri starejših dečkih B, to so letniki 2003, potem letniki 2004, mlajši dečki A igrajo letos odlično, so izjemno napredovali in so tudi v polfinalu. Mlajši dečki B odlično igrajo, so tudi na poti v polfinale, torej med najboljše ekipe v državi. In pa potem ena generacija, ko rečem nova, letniki 2006. Vse oni me mogoče trenutno najbolj zadržujejo, da bi še ostal v Ormožu kakšna 2, 3, 4, mogoče 5 let, odlična generacija prihaja in tu je tudi za nas trenerje je to magnet, da se razvijaš skupaj s temi igralci. To je generacija, na katero bomo v prihodnosti stavili čim več in mislim, da bodo tudi iz te generacije odlični rokometaši, kot so Marko Bezjak, Tilen Kosi, Dominik Ozmec, Miha Kavčič, Gašper Horvat, še sem mogoče koga pozabil, tako da je kar pestro. Drugače pa turnir nas čaka meseca aprila, to sem povedal že, Maglej, Žepče, Zavidoviči z 2 selekcijama,
to so kadeti, letnik 2000 in pa starejši dečki, letnik 2002. Tako da si gremo spet nabirati izkušnje. Potem pa tam, ja, svetovno prvenstvo v Alžiriji še imamo, ne. Tam je trener Saša Prapotnik, slovenska reprezentanca se je tam uvrstila. Jaz sem tam kot tehnični vodja in pa video analitik. Upam, da bom tudi skupaj z reprezentanco odpotoval v Alžirijo, da se ne bo zgodil recimo scenarij kot na Kitajskem, Nanjing, ko smo s trenerjem Prapotnikom ostalo brez zaslužene nagrade. Ampak bomo videli, no. Je kar nekaj zanimivih nalog še pred nami. Uroš, veliko uspeha ti želimo tebi in tvojim varovancem, sploh pa rokometašem v Ormožu. Po vsem, kar si povedal, glede na interes, voljo, moč, energijo, no, verjetno se bo kmalu še pojavil kakšen rokometaš svetovnega kova. Hvala lepa, da si vzel čas in nam vse skupaj razložil. Zanimivo je bilo. Hvala ti. Nekaj. Jaz bi samo ob tej priložnosti še enkrat povabil vse tiste, ki bi si želeli trenirati rokomet za mlajše selekcije, da pač pridejo, potrkajo k nam na vrata v rokometni klub Jeruzalem Ormož, pa tudi vse tiste, ki si želijo pomagati klubu, ne. Ali so to zapisničarji, ali tehnični vodji, ali redarji, ali kaj. Ormož je tako mali klub, da nam vsaki posameznik ogromno pomeni. Tako da vabljeni. Ne gre samo za rokometaše, tudi za rokometašice, ne? Seveda, ker sem pač vezan cele dneve z rokometaši, pozabim malo na rokometašice, ampak tudi njih kar rad pospremim. Tako, ste slišali, vabljeni torej v rokometne vrste. Hvala lepa za pozornost, se vidimo znova čez teden dni. Srečno!